V Sloveniji presadimo največ ledvic, temu sledi presaditev srca in jeter. Greti Gorišek so že pri 16 mesecih presadili jetra in poskuša živeti povsem običajno življenje. Rišem, pa se vozim s kolesom in grem ven na sprehod s psom. S tem, da pa imamo vsake 3 mesece kontrolo na pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer pač gledajo vse te njene funkcijske teste, pa tudi nivo tega zdravila proti zavrnitvi, morajo redno spremljati in pa pač prilagajati to dozo. Zdaj jemanje tega zdravila proti zavrnitvi pa tudi znižuje njen imunski sistem. S presajenimi jetri že 15 let živi tudi Ana Panjan. Jaz sem se zelo težko odločila za to, tudi dalj časa sem bolehala in kdor je na tem, da naj se odloči takoj, ko mu bojo rekli zdravniki. Pri nas še vedno presadimo največ ledvice, ker gre pač za parni organ, to se pravi, da lahko od enega darovalca presadimo 2 ledvici, medtem ko ostali organi so pač enojni, razen pljuč, ki jih pa presajamo v sodelovanju z Dunajskim centrom. Za darovanje se lahko odloči tudi mladoletna oseba po 15. letu starosti. Kdor želi postati darovalec, lahko to med drugim stori s podpisom pristopne izjave darovalca na območnem združenju Rdečega križa. V Sloveniji je približno slaba 2% uradno vpisanih tistih, ki želijo biti darovalci organov in tkiv po smrti. Za primerjavo, v tak register je vpisanih 40% polnoletnih Nizozemcev.